Smo v Mariboru na polnilni postaji za stisnjen zemeljski plin CNG po domače in moje kar prvo vprašanje bo, zakaj CNG in ne LPG, ki je bolj poznan med temi plini? Dejansko gre pri obeh gorivih za plinska goriva, lahko tako imenovana alternativna pogonska goriva, in katera so okolju bistveno bolj prijazna, kot bom rekel nafta ali klasičen bencin. Definitivno smo se po Mariboru odločili za stisnjen zemeljski plin, predvsem iz vidika, ker imamo plinovodno omrežje in ker imamo težka tovorna vozila, katera se bistveno lažje oskrbujejo z stisnjenim zemeljskim plinom, torej z pogonom na CNG oziroma na metan, kot pa na LPG. CNG, bom rekel, je relativno nova zadeva, bila že pred časom v Sloveniji oziroma še sedaj je, ni toliko razširjena kot LPG. Nam je ljubša, je ekonomičnejša, torej finančno sprejemljivejša in pa tudi okoljsko sprejemljivejša od LPG-ja oziroma tekočinjenega naftnega plina. Koliko mesto Maribor, glede na to, da je zdaj že, mislim, da 14 avtobusov, ki so opremljeni s tem sistemom, prihrani, kar se tiče prašnih delcev in izpustov CO2-ja? Ja, tako je. Uvodoma bi želel povedati, da v Energetiki Maribor dejansko spodbujamo voznike oziroma kupce, da kupujejo tovarniško izvedena vozila, torej tovarniško prirejena vozila za stisnjen zemeljski plin oziroma metan. V Mariboru smo se k temu koraku odločili predvsem zaradi varovanja okolja. Vemo, da imamo, bom rekel, degradirano področje glede na onesnaženosti zunanjega zraka in prav s tem namenom smo, bom rekel, s skupnimi močmi začeli uvajati stisnjen zemeljski plin in pa avtobuse na stisnjen zemeljski plin. Zdaj na splošno lahko rečem, da je emisija CO2-ja v primerjavi z klasičnim dizelskim motorjem tam do 24% oziroma 25% nižja kot v primerjavi, torej dizel v primerjavi z CNG-om. Pri sodobniških dizelskih motorjih, torej z vgrajenimi filtri trdnih delcev in pa z višjimi standardi, okoljskimi standardi, pa ta razlika znaša tam okoli 20%. Kaj pomeni skoraj 1 evro za kilogram stisnjenega zemeljskega plina? Ja, zadeva primerjava je najučinkovitejša, če izvedemo na osebnem vozilu. Mi imamo te izkušnje, bom rekel, in službena naša vozila so gnana s stisnjenim zemeljskim plinom in tudi doma imamo vozilo, torej tudi sama z ženo uporabljava vozilo na stisnjen zemeljski plin in lahko rečem, če 5 km oziroma 100 km prevozim z 5 evri na stisnjen zemeljski plin oziroma z 8 evri ali pa skoraj 9 evri na bencin, je razlika očitna. In dejansko je to tisto, kar se promovira samo. Torej, zadeva je res učinkovita in zares finančno sprejemljiva. Pa je to prihodnost, mislim, zdaj verjetno je infrastruktura tista, ki povzroča težave, ne? Še vedno ni polnilnic toliko, kot imamo klasičnih bencinskih servisov. Tako je, jaz pravim, da je to kultura. Tako kot so recimo električna vozila, tisti, kateri se odločijo za nakup električnih vozil, se odločijo z določenim namenom, tako se odločamo tudi lastniki CNG vozil za nakup z določenim namenom. Infrastrukture, po mojem mnenju, je res nekaj premalo, oziroma bi lahko bila mreža bolj razvejena v Sloveniji, ampak glede na to, da je pokrita Ljubljana, da je pokrit Maribor, da so pokrite Jesenice in da se bodo, upam, da v prihodnosti pokrila še nekatera večja mesta, predvsem mesta z težavami okrog kvalitete zunanjega zraka. Jaz mislim, da bo infrastruktura dovolj, da se te kupci oziroma uporabniki teh vozil lahko oskrbujejo z temi vozili. Glede na to, da se pri nas v glavnem še vedno fokusira na javni prevoz, kar se tega goriva tiče, verjetno ste delali kakšne raziskave, kako je s tem v tujini. Tudi infrastruktura je boljša, kar se polnjenja tiče. Ja, v tujini je nekaj več infrastrukture na razpolago, torej več polnilnih mest, več polnilnih postaj. V tujini se odločajo tudi posamezniki, predvsem lastniki ali pa najemniki bencinskih servisov za dograditev svojega bencinskega servisa z ponudbo CNG-ja, torej z infrastrukturo za polnjenje CNG-ja. Pri nas je pa zadeva malo drugačna. Dejansko bazira ekonomika na izgradnji enega takega objekta, predvsem na enem kontinuiranem odjemu in pa relativno velikem odjemu. Tega nam pa zagotavlja definitivno mestni potniški promet, ostala komunalna vozila, torej težka vozila, seveda pa tu ni zanemariti tranzit, kateri se giblje, bom rekel, na tem delu Slovenije, predvsem v smeri Madžarske in pa Avstrije. Tukaj opažamo predvsem v poletnem času in v praznikih relativno velik poskok števila polnitev. Definitivno je pa taka infrastruktura načrtovana glede na potrebe. Naša v Mariboru in pa v Ljubljani je načrtovana predvsem z namene oskrbovanja javnega potniškega prometa, zato tudi stremimo k temu, da je bistveno bolj zanesljiva, tehnološko dovršena,
bistveno bolj kot, bom rekel, katera mala polnilnica in pa, bom rekel, tudi nadzorovana z naše strani. Kakšen domet ima avto, ki je polnen na CNG? So kakšni minusi, kot recimo pri elektriki? Jaz bom rekel tako, na nek način vedno so minusi in plusi. Pri CNG vozilih jaz o nekih minusih ne morem govoriti, predvsem iz tega vidika, ker so vsa vozila tovarniško prirejena na stisnjen zemeljski plin, tudi opremljena z pomeni, da je skupni domet vozila še vedno dovolj velik in pa v večini primerih vozil presega 1000 km, celo 1200-1400 km. Res pa je odvisno od samega tipa vozil. Torej, Passat ima domet tam okoli 400-420 km s stisnjenim zemeljskim plinom, Touran še nekoliko več, recimo Audi nekoliko manj, tako da je čisto odvisno od posameznega vozila. Kako pa je s ponudbo vozil na svetovnem trgu? Kdo se bolj fokusira? Nekateri grejo bolj v LPG, nekateri grejo v CNG? Ja, tako je. Zdaj sami proizvajalci vozil, torej avtomobilov, se osredotočajo glede na svoje strateške usmeritve. Tu je zelo močen, moram povedati, ker je, bom rekel, Italija tudi dežela plina, predvsem zemeljskega plina, je zelo močen Fiat na področju CNG-ja. Ima zelo široko paleto vozil, katere lahko ponudi na stisnjen zemeljski plin. Potem je tukaj še Volkswagen. Volkswagen je tudi zelo, bom rekel, dober brand, kar se tiče vozil in pa tudi ima široko paleto vozil na CNG. Prav tako Opel. Opel je zanimivo šel v paralelo LPG CNG, kar pomeni, da ponuja oba spektra. Potem je pa še tukaj kar nekaj ostalih znamk, katere je moč v tovarniški izvedbi kupiti kot, bom rekel, z motorom gnanim na stisnjen zemeljski plin. Kaj pa predelave? Predelave so tudi možne. Težava pri predelavah, ker se tiče stisnjenega zemeljskega plina, je predvsem zalogovnik tega plina, torej po domače rezervoar. Ta rezervoar je v obliki jeklenke in zavzema relativno veliko prostora. Zato se, bom rekel, te naknadni predelav ljudje, oziroma če se že odloča o predelavah, se raje odločajo ljudje za predelavo LPG-ja kot pa za CNG-ja. Ampak drugače pa, bom rekel, tovarniški izvedbi CNG vozilo po naših izkušnjah bistveno uporabnejše, sprejemljivejše, ekonomičnejše, čistejše od LPG-ja. Bi lahko uporabljali stisnjeni zemeljski plin, ki ga črpamo pri nas, če bi se ga izkazalo, da ga je dovolj? Vsekakor, moramo nekaj vedeti. Vsak plin oziroma vsak kubični meter zemeljskega plina, načrpanega v Sloveniji ali pa uvoženega v Slovenijo, mora zadostiti vsem tehničnim normativom, da se lahko sploh dovede v plinovodno omrežje. Zato imamo tudi sistemskega operaterja, kateri skrbi na nacionalnem nivoju za to kvaliteto zemeljskega plina, kar pomeni, da je vsak plin, kateri se nahaja v našem nacionalnem omrežju, primeren za polnjenje CNG vozil.